Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Aparatus ima zdaj naprej tudi sponzorja, tako kot pri gostih sem upal, da bom za sponzorja dobil neko normalno oziroma legitimno firmo. To se je tudi zgodilo, tako da sem zdaj ful vesel, da lahko rečem, da Aparatus podpira Third Frame Studios, podjetje, ki je sicer locirano v Kranju, sicer več ali manj poslujejo s tujimi partnerji, kaj točno delajo, lahko najdete na njihovi spletni strani www.3fs.si. So pa cool firma, ki je hotela pač podpreti Aparatus, jaz sem jim zato ful hvaležen, pa tudi jaz sem vesel, da sem dobil enega sponzorja, ki razume, kaj jaz tukaj počnem in je toliko družbeno odgovoren, da podpre eno tako zadevo, kot je Aparatus. Tole pa je 27. epizoda Aparatusa, ki je bila posneta 1. julija 2013. Z mano je govoril Dražen Dragojevič, ki je včasih na RTV-ju vodil oddajo Knjiga mene briga, trenutno pa je eden od voditeljev odlične oddaje Panoptikum, sicer pa je tudi eden od ustvarjalcev dokumentarca Jaz sem Janez Janša, ki mu celo ni ime Janez Janša. Preden se začne, pa še enkrat hvala vsem tistim, ki se v iTunes dal podcast oceno, ker nas še kdo lahko najde, sicer sem pa feedbacka vedno vesel, tako da mi lahko težite na Twitterju ali pa na mailu. Evo, zdaj pa Dražen. Zdaj leto se itak kar neki tole, jaz ne vem, kaj je to. Začel se je, pa je bilo zdaj konc. Ja, meni je prava vročina, pač ja. Na otokih ali pa še bolj južno. No. Tole pri nas je, ne glede na trenutno politično situacijo, in to mi je vsem preveč. No, ampak... Ja, ti zdaj v Berlinu, ne, tam je, okay, zato do tega prija. Zdaj se drugače, to je le, intro bo to, zdaj te bom pa vprašal prvo vprašanje in zdaj se začenja zadeva, to je ta moja procedura brutalna. Kdo si in kaj počneš? Torej, Dražen Dragojevič, državljan Republike Slovenije, sicer kroži po literarnih, scenskih in medijskih krogih. Okay, kaj so pa scenski krogi? Kaj to pomeni za te? Scenska umetnost. Ki pomeni kaj? Gledališče, no? Ampak ta izraz mi je tako malo sem zadržan do njega, ker je zelo tradicionalen. Ja, je, mislim, tako old school se sliši zelo. Ja, predstavljamo si takoj škatlo, pa nek dialog, pa neke osebe, ampak nisem jaz v tem. Lahko bi najbrž bil na neki točki, ampak ne vem, če sem dovolj discipliniran za besedila. Po drugi strani pa postdramsko, kot pravijo, se mi zdi, da veliko bolj izpelje neko intervencijo. No. Zdaj, jaz sem tebe prvič videl po maj na TV-ju, pač za Knjiga mene briga pa to. Skoraj sklepam, ne vem, ali pa z vodike v Improlegi mogoče. Tudi, ja. Pozna pa tudi že tam kaj videl, kaj sem te v Kudu videl, sklepam. V Impru skoraj 10 let, ja. V tej oddaji pa tudi skoraj 10 let. Tako da... 10 let? To je pa cajt. Zdaj so jo odrezali oziroma nekako najbrž ne vejo, kaj bi z njo, ampak ja. A res? Jesus. Odrasel sem z oddajo. Ja, se to, ja. Kako je pa sploh do tega prišlo, do te Knjige mene briga? Kakšna je ta zgodba? Ker ti si bil dejansko tako, ta prvi stari so neki mladi ljudje nekaj govorili. Veš, to se prej na RTV ni dosti dogajalo. Ne? Veš, kako je sploh prišlo do tega? Ja, oddaja je nastala v mladinskem uredništvu. Glavna ideja je bila strani Andreja Blatnika in Milana Dekleve. Andrej je dal ta čist konceptualni zagon, Milan pa potem še uredniški, širši uredniški, bom rekel, na nekih točkah celo neko varno okolje, no? Ker pač oddaja je, jaz si rečem, mali epicenter, ker je proizvedla toliko nekih potresnih sunkov v različnih obdobjih, v različnih krogih, ali ideološko, ali akademsko, ali spolno, ali politično, umetniško in tako naprej, da morda se to ni opazilo, ampak pretresi so bili stalno. In brez res varnega okolja Milana Dekleve ta zadeva ne bi tako dolg obstala. Kako se pa te pretresi manifestirajo? Tako, če lahko enega izpostaviš brez da fulo imenih govoriš, da ne bo v Erdi spadalo, ampak kako to zgleda? Ja, recimo od direktnega pisma naslovljenega na ekipo oziroma glavnega in druge urednike, da ne gre za nikakršno novinarsko delo, ampak za agitiranje določene politične opcije od tega do seveda nekih čist na videz obskurnih problemov, kot je to, da voditelj sedi v ženski bluzi oziroma ali pa pač kaže preglobok dekolte, kar je siceršnji očitek obema sovoditeljicama, ampak se lahko prenese tudi na voditelja. Mislim, cel spektr.
Aha, no, pa gled, to je meni dosti zanimivo, zato, ker ti si pač delal na nacionalki, ne? Ker to je pač še delaš na nacionalki, do tega še prijam. Ampak tako, ker se mi zdi, da ljudje nimajo, saj kolikor jaz doživljam od teh ljudi, ki jih poznam, ki tam delajo, dobiš nek tak feeling, da folk, ki se odziva na karkoli na RTV-ju, je zmeraj ta nota zraven, jaz dajem za naročnino, ker mislim, da je drugje ni, a veš. Kako ti to doživljaš, oziroma kako ti doživljaš to poslanstvo sploh javnega zavoda, v kombinaciji s tem, da potem so državljani kao, tvoji šefi. Veš, to je dosto unikum zdaj, sploh v zahodnem svetu, teh nacionalnih servisov je zmeraj manj, v Grčiji ga ni več kao, ampak ne. Kako ti to vidiš? Mislim, to celotno plačevanje prispevka je žal dnevno spolitizirano. V zadnjem obdobju bilo tako, da kar glava boli. Ampak mislim, da ta izvorna pritožba, zakaj plačujemo prispevek, leti prej na kvaliteto, kot šele pozneje, mislim, da se je začelo urivati to, da to so pa sami rdečkari ali pa ne vem, kdaj bo to uravnoteženo, pa kdaj bo to sproščeno, pa tako naprej. To je pa sledil, pač ta izvorna pritožba je bila, da ni zadeva dovolj kvalitetna. In bojim se, da je pač nacionalka naredila korak v napačno smer, ker je začela tekmovati s komercialnimi, namesto da je okrepila tisto, kar jo dela različno od tistih. In tam izboljšala produkcijo. Pač to je seveda tudi produkcija sama je vezana na celoten delovni sistem, kjer res ogromno ljudi statira tako malo. In ne maram sicer tega generacijskega očitka, češ treba je prevetriti pa vse staro, ven pa novo noter, ker pač to res mislim, je tako banalen ključ, da to ni res. Ampak tam se res obračajo določena imena, ki preprosto zasedajo svoje pozicije in potem sklepajo gnile kompromise in podobno, medtem ko bi pač to zadevo absolutno izpeljati prvič po standardih nacionalne televizije, javnega servisa in tako naprej, da je tudi vizualna zadeva inteligentna, in potem seveda še vsebinsko, idejno in tako. Ampak se mi zdi, da ni to en tak problem, ki se v Sloveniji konstantno ponavlja, pa zdaj sploh ne v samem javnem servisu, ampak ta imena, ki so non-stop tam, A veš, zdaj ta že spet mi smo mejhni, mantra, ki jo pač daje folk. Ampak kam misliš, da se ta folk lahko umakne? To čisto resno vprašaš. Pa zdaj, da nisem TV, tudi ali politika, ali pa te velike firme, veš. Se pa nas malo ljudje kam umakne, ker jaz sklepam, da je v eni Nemčiji, tako zdaj, ki si tam, tam je toliko enega naroda, če po Berlinu greš v Stuttgart, tam probaš, Klepa, ne vem, če to obstaja, veš. Mogoče je to staro zemlja, ampak če takoj poglobim ta imena, ki nikakor ne odnehajo, mislim, jaz nimam nobene težave z dosmrtno, recimo, funkcijo nekoga, ki je obenem avtoriteta in ima integriteto. Pri nas pač vsi se grebejo za pozicijo, ki jim podeljuje določeno avtoriteto, sem kaj, ko integriteta, mislim, ne obstaja. Ali pa če res, ne vem, kam se je skrila, Zato vam je ta tagline moj, legitimni člani družbe, kakor si jaz to predstavljam, si zdaj da moram pasporte začeti delati, pa idem talati, ampak hočeš da reči, kako ti razumeš integriteto, pač čist v najširšem možnem pomenu. A veš, ker jaz to zmerno tako rečem, da ljudje prav delajo stvari, tudi ko jaz nekako najbolj plastično to predstavljam, ampak kako ti štekaš to integriteto, ki bi mogla biti, pa jo ni zmerno, Pa se lahko na konkretnem primeru, ampak tako, veš, da je najširši vedro možno vzameš. Ja, pravim, kot državljan se moram sklicevati na to, kar se od državljana nekako pričakuje, pa kar tudi po drugi strani državljanov omogoča polno bivanje. Sposobnosti, ustvarjalnost, dolžnosti, spoštovanje, doslednost, verodostojnost, vrednote in podobno. Same konzervativne kategorije. Ja, se sem jih hotel reči, to se zelo sliši oldsko. Ampak ravno pri tem paradoks smo se oprstali, zaradi tega, ker prav vsak konzervativna struja, ki govori o tem, seveda govori, to so prazne kategorije. Mislim, pač, vedno od konzervativne osebe pričakujemo, da jo bo nek medij razkrinku, da seveda ni dosledna sama do sebe. Ampak mislim, pred časom je to
že zaokrožili, ne, da bi morala levica pravzaprav se prisvojiti, ne, prav te državljanske oziroma domovinske kategorije. Ne. Ker se to zgodi, pa se vse sam zamakne, veš, pa se sam levo, desno, se sam toliko zamakne, veš, kot pri Američanih, če si tam levičar, si v bistvu pri nas že tako, bolj desno si že težko, ne, veš, se to, ta plavajoča vejica bo zmeraj tam po moje, ne. Ta, da bi pri nas levica vzela domoljubje na polno, ne, to... Ja, koliko časa so rabili, da postanejo v vprašanju, da levica... To je, ne, ampak jaz sem stavil to hotel govoriti, pa še v kontekstu dokumentarca, to bo itak prišla, no, ampak jaz sem stavil ni zaradi tega v tem hotel govoriti, ker se... Nekako se mi zdi, da se tam na javnem servisu zmerno nekako gibal, ne, pa če ste imeli te, agitirate za ene ali pa za druge, ne, ampak se mi zdi, da si eden redkih teh, ki se je saj na en način, saj do integritete, veš, opredelil, ne, zdaj pust levo, desno, ne, veš, take stvari mene zanimajo, ker mislim, da je tega premalo saj ljudi, ki so relativno vidni v medijskem prostoru pri nas, ne, ker pri nas pa šum folk, ki ne veš, kje so, ne, ali so pa vojaki na eni ali pa na drugi strani, ne, zdaj, še to me zanima, pač kje pol ti sebe vidiš, ker se mi zdi, da imaš to neko družbeno odgovornost, ali pa neko novinarsko, veš, nek novinarski vzgib vseb, ne, kako ti vidiš svoja dolžnost, pa recimo, da je to dolžnost, ne, do tega, da se ali da nisi glih soldier, ne, ampak da za neki pa se zauzemaš, ne, tako rekel. Nazaj k stvari sami, ne. Ja. A veš, če pač vzamem neki za svoj predmet, ne, in bom poskušal slediti logiki in resnici tega predmeta, ne. In zdaj, če je to desni ali levi, ga poskušam postaviti pod vprašaj, ne, in potem slediti logiki in resnici in pokazati, kje so mogoče razpoke, vrzeli, zareze in tako naprej. Pač poslanstvo širjenja in poglabljanja nečesa, da bi potem prišli pač do neke resnice. Evo. Tala lepa, ne, se tala lepa, kaj pa je zmerno ta resnica, pa pride, ne, ampak kaj pa je to, ne? Resmo, da če prideš do te resnice, ne? Da gre malo čiza filozofirati naprej, gre na bolj poljudne teme. Ampak, če enkrat priješ do te resnice, kaj se pol zgodi? Mislim, resnica, ki se uriva, ki izpodriva, ki zareže in tako naprej, v tist, kar je samoumevno, pač po absolutni inerciji ali pa čemerkoli sprejeto, v tem smislu. Ne. Ta resnica, tista neprijetna. Ne? Ja, krivna, ki ni v redu. Mislim, je ful dobra, ampak status quo ni v redu. No? Unheimlich, ker nekako noč veš, da je tam, ampak se delaš, kot da ni tam. Okay, zdaj pa še na dokumentarc, pa še na knjige, da gre iz TV-ja na film, ker mislim, da je bil logičen segue. Kako se ti tam znajdu zraven? Ne? Povej genezo, no, tako te vprašam. Jaz sem z Janezom, gledališkim režiserjem, sodeloval že od leta 2006 pri njegovih scenskih projektih v njegovem gledališču te instituciji. Tako da posredno sem pa pač drugega Janeza, intermedijskega, poznal, ne, iz različnih krogov, pravim, krožim tudi sam in potem se tudi zgodi kdaj gravitacija, ne, k kakšnemu izmed legitimnih državljanov. Čak, samo tako lepo, ti zdaj, ki si rekel Janez gledališki, pa Janez intermedijski. Te tri modeli dejansko, zdaj so Janez Janša. Mislim, tudi v real life, to je tok, to ni zdaj, to smo naredili, pa pol žena me že zmerno kliče na žene. Jaz sem zdaj Janez Janša, a veš, to me res, sorry, pa pol lahko veš, ampak to me res zanima. Mislim, žena ga mogoče lahko še kliče Muci, ne? Če tega žena kliče, je seveda eno vprašanje. Ampak ja, uradno, če prečka mejo oziroma če gre na sodišče, je Janez Janša in ima osebni dokument z imenom Janez Janša. Okay. Ampak ti si jih kako klical, ki ste tam skupaj delali? A si Janez ta, Janez 1, 2, 3? Kako to deluje v praksi? Ja, to je dobro vprašanje. Mislim, pač, če se že znajdejo ali pa znajdeta v istem prostoru, dobro, tam je, ker je res neposredna situacija, zelo hitro veš, kdo in kaj, ampak verjetno, da se nekako nanašam na njih kot Janez, potem pa križam z bivšim priimkom, zato da je jasno. Aha. Ne? Ampak vsekakor že od samega začetka, ko so se preimenovali, ne, pač medtem, ko je vršalo, češ ha, dober štos, sem jaz začel dosledno uporabljati ime pa čak. Mesto ni prozni, sem tako. So resni časi, pa resno ime je, tako da... Ja, kaj je resno ime? No, sorry, pomeni pač, kako je prišlo sploh do sodelovanja. Ja, to resno, da ga pač ta politični naslovnik nekako niti neresno uporablja, ne? Mislim...
Zdaj, kolikor vem, je Ivan Janez, ne? Ampak prej je bil Ivan. Ja. Pa še niso to zme, pa te godi, pa to. Jaz sem tudi že, pa mislim, da sem na eni točki Ivan ali nekaj, ker moraš vse nekaj povezati s temi svetniki, pa s tega itak neč ne razumem, ne. Že formalno pravno, ne, gledano to, kar piše na obradnem dokumentu, to je to. To si, ne, ja. Zgolj in samo to. Čeprav še pred imenom dobiš davčno številko, ne. To mislim, da še več pove o... Ja, za mene davčna v bistvu še bolj všeč. Takoj to znači. Ja, ker nekaj dobiš, ne. Una je res sam tvoja. Anžetov je dost, Anžetov Tomičev sem jaz, ampak Anžetov je res veliko. Glede to, da smo v digitalni dobi, mislim, da so pač številke, ne. Ja, se to. Pod kar ima statistični urad, veš, kaj lahko pogledaš, ne. To bomo biti enkrat pogooglati, ne. Janez Janša, kaj not napisati. 4 so zih zdaj, kaj je ta Ivan Janez, ne. Ja, mislim, da na ozemlju je zdaj 11 lahko nekaj. To je noro. Jaz upam, da ben ni vzela v šoli. Zanimivost, ker se potem pač v filmu ni prišla do izraza, ampak pač v gledališki predstavi, ki je bila nek predhodnik filmu, ne, je, da v Mojstrani živi Janez Janša, ne. Ja. Še nek Janez Janša, fin gospod, prijeten, ki je imel pa ta problem, da so ga vse klicali Ivan. In ne Janez. In ne Janez, okej. Čeprav je radno Janez. To je, medtem ko parlamentarna različica tega imena je pa imela obratno situacijo. Ampak jaz sem tak dokumentarski opal, ki je bil na RTV-ju, ne? Veš, sem ga tam gledal. In zdaj ta prva stvar, ki pa mene zmeraj udar in do zdaj vse dva, ki sem še imel, ki sta imela neki s filmi veze, Urša Menal, ki je tudi ta dokumentar z Bilajdi Žela Pridnih naredila, pa Luzar, ki je srečen za omet posel. Ena stvar se zgodi pri teh filmih, ki so pa meni tako všeč, pa to se to grozno sliši, pa ne znam drugače povedati. Ampak ne zgledajo, ker so bili pri nas narejeni. Ne? Mislim, to vem, da je grozno, sploh pri dokumentarcih, ki mi imamo legit dokumentarce, pač sploh RTV, kar se tega tiče, so super, ne? Ampak se mi zdi, da zadeve, ki butnejo malo mainstream, ne? Tako je Janez Janša, ali pa srečen, ali pa ne. Ponovadi ne zgledajo, kada so narejeni, mislim, zgledajo, kada so pri nas narejeni v tistem slabšem pomenu te besede, ne. Ta zadeva pa ni. Pa me zdaj zanima, jaz ne vem, koliko smo ti tam, pač prsto zraven, ti si bil v bistvu dost tam pred kamero, ne, za kamero, ne vem, koliko si imel, sklepam, da ful manj, no, ampak koliko se je to vedeli, da kad to delate, da bo zadeva zgledala, koliko jaz čist preveč, kot rečem, legit, pač to me res zanima. Mislim, jaz v osnovi zaupam Janezom, se zato jim sledim vsta čas in tako naprej, ampak za samega Janeza je bil to res prvi režiserski kar je kar šokantno režijski projekt, ne. Tako da verjetno tudi on sam ni vedel čisto točno, kako bo stvar na koncu gledala. In sej tudi postprodukcije je bilo dost in je imel dobro ekipo, tako da so zelo dobro izpilali. Ampak vizualno zelo dobro ve, kaj hoče, ne. Tako da smo kakšne stvari ponavljali, res mislim, zgleda zadeva kot, ja, pač snemali se dokumentarno, to res teče in to je to, teče in se pač posname. Ampak kakšne stvari smo ponavljali kar večkrat. No, sploh te tvoje dele sklepam, ne? Tle, ki je bilo res igrano, pa ki je bilo res kadriranje, dobro, staro res kamera, pač je tam, ki je bila, ne? Ko pa to zgleda? A ti je bilo kul to? Ker ti večerno zmerno delo oddaje, pa to, ok, gledališče, pa impro, ampak to je pa, ki je kamera, pa je treba 17,000 krat eno to isto stvar ponoviti. Kamera je kamera, zdaj imam res mislim pač... Ne, tako kilometrino imam, da... Ti vsem. A pa ta prvič imel, jaz imam pa to, ne? Jaz imam ene kamera dokaj straši, ne? Kamera, mikrofona, pa ta prvič, ko so me na rešil, me Valenčič Erik, tudi na RTV zadela, me prvič spravil pred mikrofon, tako da je užival v eter, ne? Da se posnameš, ne? Nobenih problemov. Mislim, eni mikrofon video se začnejo trest, ne? Ko si bil pa ti s kamero na začetku? Mislim, jaz se res vedno se poglobim v stvar samo, v primeru, v situacijo ali pa v logo, besedilo, sporočilo, karkoli. In kot da ne obstaja, mislim. Pa zakaj misliš, da je tako? Kaj eni ljudje pa sam ti vidijo? Jaz ne znam folko razložiti, ki mi rečejo, ja, kaj pa ko mikrofon govoriš v živo, ne? Pač govoriš, kaj te ljudje poslušajo, pa ja, pač sej te, ne? Ampak zakaj misliš, da smo mi dva tako, ok, jaz mogoče s kamero, ampak ti s kamero bez mikrofon, zakaj misliš, da ti je dosto vsejen? Eden pa dobi, mislim, sem ljudi videl, ki sem bledi rad, ali niso mogli besede reči. Ne, ni.
Okay, strah, ja. To je itak. Ampak ne vem, če pri sebi gledam, ne, je problem nastane takrat, ko se mi zgodi neka podvojitev, ne, ko se izvzamem samega sebe, pa sebe vidim kot nekoga, ki zdaj nekaj dela za kamero ali pa za mikrofon. Ne. No in takrat zmrzneš, ker v bistvu nisi več in the moment. Podvojil si se, ne? Ja. Ok, to je lepo, to si jim zapomnil, sem zdaj ti ukradil, pa bom tako razlagal z te zadeve. Ok, da gremo nazaj na film. Koliko cajta je pa trajal cel ta proces? Ker so bili res posnetki, so bili tako, v letih se je meril, v bistvu, saj začetek, pa pol konc, pa vmes, kako je bilo pa na RTV-ju, te tipi mi kazni pošiljajo domov iz Francije, pa ne vem ko, ampak koliko cajta je to trajal? Preimenovanje je bilo leta 2007, tako da seveda, mislim, z golim administrativnim dejstvom se je potem vse začelo nekako množiti, gubati in tako naprej, ker seveda karkoli so naredili, so se vsi morali soočiti s spremembo imena, ne? Tako da se je dokumentacija kar sama sestavljala na nek način, to je bilo treba potem samo zbirati. Ne? No in potem se vsa ta zaloga njihovih projektov oziroma učinkov, ki jih je proizvedla ta gesta preimenovanja, se potem postavlja še v neko drugo obliko, torej film, ki je pa, koliko časa smo snemali? Dobro leto, ampak z premori vmesno, zaradi tega, ker smo zamenjali več lokacij in tako. A pa tudi te tvoje dele ste tako, ali ste ti vse v kosu? Ali kako je? Te dele smo, mislim, to v studiu, v delovnem okolju, v bazi, v skrivnem štabu, če se približam terminologiji parlamentarnega Janeza, smo delali zelo strnjeno. Mislim, to je bilo samo pač nekaj tednov. Na terenu in okrog pa potem še kakšen teden ali pa. Koliko je bilo pa tega scenarija vnaprej določenega? Bolj v smislu, kako se samo sestavlja, bolj v smislu pač tebe v bazi, ne, pa potem kar je dokumentarnih posnetkov. Veš, koliko je, a se to pa so enkrat, ko so imeli vas dokumentarni material, tebe prilagodili, te tvoje tekste prilagodili na tist, a se je tako dosta on the fly tu delal v teh parih tednih, ko ste snemali. Ker tist ima ful eno kohezijo, ima ta zadeva, no? Ker mene dosti presenetila, v bistvu čisto zaradi tega, ker je bilo res, material je bil iz 27 različnih koncev, ne? Pa se kar nekako pelaš čez, ne? Pa me zanima, je to se vedeli, tako da bo tako lepo se čez pelali, ste se sprot prilagajali, ker so se že v montaži ali pa postprodukciji, ne? Ker je tista dokumentacija nastajala čisto spontano, ne, z njihove projekte in življenje in vsakršne dejavnosti, smo potem šele sestavili neko zgodbo, v katero smo vlagali te stvari. Zato so tako različni in nosilci in vse drugo. Ne. In potem je zadeva dosti smiselna, če postavimo to okolje, kjer nekdo zbira vrsta material in na nek način pripoveduje zgodbo, ki oni ne morejo, čeprav jo. Pač, ker je izvorna gesta, je, da je to pač zaradi osebnih razlogov in to ni umetniški projekt. Ne? In potem takem sami ne morejo nič, lahko samo iščejo posrednike in medije. In se zgodi in pa film pade na koncu. Okay. Zdaj pa gre čistko, prej, ker sem te v genezi pa to sprašal. Zdaj me samo zanima ta moment, ko oni so se enkrat dobili na kavi očitno, ne? In so to rekli, ali jaz ne vem, kako je to izgledalo. Ampak kako je to izgledalo? Štekam, da se 3 modeli preimenujejo, pa da se to zmenijo. Ampak kako to operativno izgleda? Kdo to predlaga, pa pol 2 rečeta ja. To je big deal, da greš ti osebno pa pasport zamenjati. Jaz sam hočem, veš, čist plastičen, ker to je nek moment v glavi, ker rečeš, mogoče to ni slabo. Mislim, sicer me ni bilo zraven, ampak kronologija je šla tako, da so se najprej včlanili v stranko, ker je stranka v tistem času si zadala za cilj 30,000 članov. In so se pač včlanili. Nekaj časa udeleževali teh tisti posnetki so javnosti in tako naprej, na kar so pač dobili pismo, no, in mislim, da to pismo je verjetno bilo ključno, no, v katerem predsednik stranke naslovi oziroma izreče dobrodošlico v smislu več nas bo, prej bomo na cilju. No, in so to zelo dobesedno vzeli.
Ampak to se mi je zdelo, da smo najbolj, ta slogan, pa te, koga si rekel, ki so bili na strankarskih shodih, jaz ne vem, kva imajo tiste, ne. Pač ti se res epsko zgleda, ker so oni tam. To je meni recimo v filmu najbolj presenetil. Kjer sem vse ostalo si nekako tako slišal iz Cajtanga, zdaj so pa Janez Janša, pa ki se je on pretoževal čez njih, pa tako. Ampak tam, da so pa oni v SDS kapcah, na nekih rajanjih, ne, ti si pa mene čist pač vrgal, ker sem gledal. Koliko si pa ti tega, resmo, ti, ki si bil dosti bolj zraven, ne? Ampak ti si tudi sklepan, da sam prek medijev spremljal pol, kaj se je dogajalo. Koliko je bilo pa enih stvari, ki pol niso v film prišle, recimo? Ali se je ful od zunaj spustil? A veš, pa ne govorim zdaj posamezne članke, ampak tako stvari, ki so jih oni počeli, koliko pa ni v filmu, no? Mislim, v filmu ni umetniških del ali pa pač projektov, ki so nekako povezani z imeni, s podpisom, s statusom osebnega dokumenta kot umetniškega objekta in pač drugih siceršnjih gledaliških, inštalacijskih, vizualnih projektov tega ni, ne. Ampak vse te stvari so proizvajale trke, nesporazume in podobno. No. Sem pač, tukaj smo res poskušali postaviti stvar mene skozi skrbeli, da bo to res zelo slovenska zgodba in da mimo razumevanja Janeza Janše, kdo je Janez Janša, ne bo jasno. Ne. Ampak mislim spet, da je Janez to zelo lepo razrešil, da je film res na nek način, ima dve poglavi. Eno je uvod v imena, drugo pa uvod v konkretno ime. Ne. No vse to je, ker ta film je, tako kot si to zelo dobro rekel, ampak dejansko je pač bolj polemizira, saj prva polovica, no, bolj polemizira ime, kakor da se ubada z Janezom Janšo, ne, kakor to. Pa kako je pa od zunaj izgledalo, kako so pa od zunaj ljudje to sprejeli? Sklepam, da ta prva polovica filma je eno, ne vem, iz Anglije bolj zanimiv, kot druga polovica, kot J.J. Okolhod pa se pritožuje, ne, ali ne. Mislim, kakve so bile reakcije, no, to me še najbolj. Mislim, ta uvod je res fin, zato ker jim pač postavil stvari res v kontekst, potem pa tudi drugemu delu zgodbe sledijo. Saj mislim, da politična situacija je marsikje nekako sorodna. Imamo avtoritarnega populista, ki poskuša javnost, medije, govorico usmeriti v svoje interese, izključno svoje interese in potem se iščejo različne geste, ki bi to nekako problematizirale, spodkopale ali kakorkoli. Pa gre za nek narativ, ki ljudje... Pa ni bilo, mislim, to, kar se rekel, da ste hoteli dati širška slovensk, ne, to bi se tudi jaz bal, tako, ne, da zgledali, da je za nas zanimiv, pa počas rada. Pa se mi dejansko zdi, da že s to polemizacijo imena na začetku nekako lahko še koga prepriča, že si pogleda zadevo, brez da ne posluša zdaj o enemu iz Slovenije, ker bo čez neki cajt dosti relevantno. Ja, mislim, lahko bi mogoče sedeli neki dolgi tradiciji preimenovanj, ki obstaja v umetniško angažirane namene, ampak spet, pa bi imeli 2 uri, pa pač zadeva ne bi bila to božitna, bi rekel. Ne. No, paradoksalno pa mislim, da so te Janezi bolj prepoznavni v tujini, no, kot... Ja, zdaj mogoče ne več. Zdaj se malo obrnila. Kaj priješ enkrat na prvo stran Wikipedije, ne? Tako ne. A veš, pol mislim, da vejo ljudje, kdo si. Je res zgodovinsko. Ja, mislim, ok. Zdaj sam še čas za obeleževanje s plaketami in spominskimi ploščami in tako naprej. To je to. Še me še zanima, a si kdaj bil na kakšnem predvajanju dokumentarca, tako, kjer so ljudje sedeli v dvorani? Pač si bil kdaj zraven. Tako, ko pa spremljaš reakcijo, ki je sklepa vsaj v Sloveniji, no, sklepa, da so se ljudje smejali, tudi kaj umestne. Tako, a si videl, da so se tam smejali, ker so se mogli smejati, da so se smejali, kje, ker se ne bi smeli smejati, oziroma, veš, ko ste zadeli tisto, kar ste hoteli zadeti, no. Tako. Ja, mislim, da se domače občinstvo, tisti del, ki premore humor, ne. Tisti del, ki premore, ja, kaj. Ne, mislim, res dejansko, vse so že pisali razni dolari in podobni, ne, o tej razliki, da določeni pripadniki ali pa recimo sledilci političnih opcij določeni premorejo humor, drugi ne. In pač tisti, ki ga ne premorejo, ti so bili pač smrtno tiho, ne. Pač izolirani primeri, ker domnevam, da na tako neumetnost, ker je dvomljiv status, ne, ali je to sploh umetnost ali ne, pripadniki in sledilci ne hodijo, ne. Ampak kakšne je le zamikal, mislim, da spomnim se enega primera, kjer je malce starejši par
protestno vstal in šel ven, ampak ja, se jih je torej dotaknil. nek efekt je bil, oziroma ne. Ja, lepa, ki premorejo humor. Ja, sorry, tam je, ja, ta stavek je. Škaj bi pa sam zakon še v filmu. Koliko je bilo pa koliko je bilo? A je sploh bilo kaj, to, kar sem bil modr diho v javnosti, okay, ampak je bilo kaj uralenega odziva, pač od Janeza Janša, pa od SDS-a, vsem trem Janezom ali pa tep. Tako, ne zdaj po cajtangih pa to, ampak kakršen kol stik, ali oseben, ali te en poklic, film sem videl, ali karkoli od tega, ali ne. Ali škoda, da ni bilo prek medijev, da so se obadali s tem filmom, ampak da je dejansko nekdo avtorja poklical. Iz SDS je rekel, kaj se vi greste, ali pa je bilo kaj tega? Ne, mislim, kolikor vem, ne. Pač oni so, glede na to, da ne vem, kakšen je zdaj trenutni status, ampak tudi po preimenovanju in po tej gesti so ostali člani stranke, ne? In ker so se preimenovali, so zahtevali pač članske izkaznice z novim imenom, ne? Ki jih nikoli niso dobili. In nekaj časa so jim še pošiljali redna glasila, obveščali, kaj se dogaja v stranki in podobno, ampak mislim, da je to že verjetno več kot še pred filmom verjetno že ponikljeno in potihnjeno. Pa en je šel pa jih izbrisal iz Outlooka, sklepam, pa ne vem, kje imajo te baze, tistih 30,000. Ampak kot je Marcel v tisti začetni fazi, Marcel Štefančič dobro to prepoznal, je, pač so bili stisnjeni v kot, ne, saj se res niso mogli odzvati, ne, ker karkoli bi naredili, bi pravzaprav na nek način že sodelovali v projektu, tako da molk je bila edina rešitev, ne. No, potem je to zadevo prelomil parlamentarni Janez v intervjuju za radio, kjer je dal pač spet kar neko izmišljeno izjavo. Pa ni ben dobune kazni v Franciji. Za katero pač nikoli ne odgovarja, ne, seveda. Mislim, ker kot javna oseba pač mu ni treba. Čak pa dejansko bene kazni ni bilo? Mislim, da je to pač čisti konstrukt. Konstrukt. Laži in podla podtikanja. Konec je dala. Krajst. Ja, sem to je. Ok, greja puzva zdaj JJ-a in film. Zdaj pa, ti, ki pač zdaj, ker sploh vem, da je 10 let knjiga Mene briga obstajala, ne? Si pač toliko legitimen vse pri knjigah, ne? Da ti lahko rečem, da lahko izpostaviš, ne? Tako ene 3 bukle, ker zdaj glih poletje, to sem že koga vprašal v aparatu, so tako, ene 3 knjige, ki mogoče niso toliko znane, veš, pa bi jih dal človeku v branje. Pa ni nujno, da je slovenski prevod, lahko je tudi v originalnem jeziku, lahko je v švedščini. Ampak tako, nekaj, kar si ti prebral, a veš, pa se ti zdi, da je kriminal, da ljudje tega več ne berejo pri nas, recimo. Več ne berejo, ali jaz mislim, velike tega. No, se to, ampak veš, imaš neki, ne, veš, ene parih imaš v glavi, ker rekte, lava dobra knjiga, te hočem, te ene 3, da lahko dam link. Pa tam jaz lahko tudi kaj bral, ampak zato. Mislim, da je pred kratkim išel nov prevod Camilljevega Tujca, tako da, čeprav je šolsko čtivo in to, ampak mene je to absolutno formiralo, tako da moram omeniti to. Mislim, je bil zelo lepo izpostavljen kratka zgodovina neoliberalizma, glede na to, da je to že taka ključna beseda in ta knjiga je študija, ampak tako poljudna, da je res, mislim, pač užitno čtivo. Pa za razliko recimo od Naomi Klein, ne, in doktrine šoka nima tega momenta teorije zarote, ampak pač preprosto samo sledi logiki številk. Pa to kaj na Adama Curtisa vezan, na Politics of Fear, ti si gledal slučajno? Nisi gledal Politics of Fear, to je pa moj predlog zate. Adama Curtisa bi mogel začelo gledati. To je en iz BBC-a, ki dokumentarce dela. Okay. To je pa noro, sorry, povej. Čak, pa še kaj tazga. Ne moram se zdaj. Eno še hoče. Eno še, dam 3 moram imeti, nam lahko 1.2.3. 1.2.3. Ma ne, veš, hotel sem predlagati med moškosti, ne, Raymond Connell, ampak je kar teoretska knjiga, ni tok. Veš, ker vedno, moj namen je vedno nekako ujeti, če že predlagam, neko klasiko, pa ne zdaj kanon,
ampak klasiko, kar pomeni, da je res tako preprosto kot pasul spisano, ampak totalno prodorno. Ne? Se zdaj probam spomniti. Tako da konc boš Gatsby rekel, ali pa ne. Če se ta zve, ne nujno leposlovje. Mislim, da je mogoče čas bolj naklonjen teorijam kot leposlovju. To je mogoče dosti res, ja. Ne, mislim, ravno pred dnevi sem nekaj komentiral, da nenehno spraševanje o tem, nenehno poudarjanje o tem, pač kakšen status ima literatura in kako je angažirana in tako naprej, mogoče ravno govori, da niti ni toliko angažirana in da res nima takega vpliva več na družbo, kar mislim, da spet ni to katastrofalno, saj so bila cela stoletja, kjer literatura ni imela neke res hude, centralne, družbeno angažirane vloge, ampak je bila pač okras. Ampak to se lahko zgodi, da dobi neko centralno vlogo v tem svetu zdaj. Predvsem v netu in predvsem. Zato sploh še lahko zgodi. Mislim, da lahko zaradi tega, ker je pretok informacij toliko hiter, ne, in predvsem jih je toliko velik, da način, kako je besedilo strukturirano v literaturi, ne, je kompleksno in pač res sproža določeno branje in mišljenje, ki ga drugje ne dobiš oziroma ne moreš. Je neka oblika samodiscipline. No? In pač kot vidimo, ne, se ljudje čedalje težje samodiscipliniramo k temu. Ne? Ja, ker pač internet. Ampak kaj pa ti jemliš kot literaturo? Ampak spet, to ne izrekam zdaj kot, tisti, ki zdaj bijajo ideološki boj proti novim tehnologijam. Te so pa že po definiciji banalne, pa površinske, pa tako naprej. Ne. Sam pač očitno jih nismo mogoče zastavili tako, ali pa jih moramo še tako zastaviti, da bodo tudi kompleksne in da skozi svojo strukturo proizvajajo. No, se to, ampak to pa že jemliš tudi kot literaturo, da pride tudi preko tega kanala, recimo, ne? Veš, to si upa že reči, da je tega dosti na netu kompleksnega, pa vsega ostalega, da pa ne govori zdaj o e-knjigah, či so modelih, ki imajo bloge in pač na dolgo pišejo. To je že literatura. Nimaš ni problemov za to reči, no to me bolj zanima. Až kaj eni imajo, to, kar si prej rekel, pa ne samo na uno banalno fora, da je vse na internetu plehko, pa tako, ne. Ampak eni ljudi težko prepričaš, da je lahko na netu nekaj brutalno dobro napisano, ne. Pa je bilo res sam na netu živi, da ni treba, da še en sprinta na eni točki. Mislim, preko ne je te, ki to izrekajo, pač slejko prej se, da to zvest na nek moment, kjer enostavno pol nastopi metafizika, ne? Da to pač enostavno ni isto. To je pa pač, mislim, je presežno in to je tako. Ali pa, če potem seveda mora to poanto ilustrirati, najdejo nek res obupen primer z interneta in potem nek vrhunski iz tiska. Potem je seveda razlika več kot očitna in primer je dokazan. Ni se treba več obadati. Ja. Ampak, mislim, da to sam pač pove več o nepoznavanju različnih medijev ali pa potencijala različnih medijev kot o kvaliteti enega ali drugega. Pa lep segway, to sem da res hotel. Jaz sem jih prejšnji teden, da sem predaval nekaj o e-branju po e-knjigah. Me zanima, kam ti tam padeš pri teh e-bralnikih, pa jaz moram imeti knjigo v rokah, ali ti je vse en, ali kako to vidiš? Mislim, slejko prej se bomo navadili. Ampak spet, zdaj smo pa res na točki, kjer sam pri sebi še nisem presodil, ker vse en je razlika. No? Okay. Kakšna? Ni isto. Ni isto. Ni isto. Kakšna je razlika? Res, ne vem, prav spraševal sem se zdaj, pa ne vem, če bi se zadovoljil z nekim kognitivnim z neko kognitivno razlago, ampak ne vem zakaj, ampak res na tisku nekako bolje zaobjamem celotno zadevo, ker mislim, da pa sem to nekaj malo povezoval s svojim maturitetnim znanjem psihologije, ne, da nas je večina ljudi, nas je seveda vizualni tip, ne, pomnimo stvari skozi vizualni mediji, ne toliko skozi slušni, še manj tistih, ki pač z okusom najbolj zapomnijo stvari ali pa z vonjem. Ne. Ampak ker smo vizualni, seveda stvari najbrž beležim tudi takrat, če nisem osredotočen na nje. Ne. In mogoče ta preglednost, ki jo omogoča tiskana knjiga,
naredi neko razliko za razliko od throttle bobna, kjer pač začneš na eni točki in to se potem samo linearno v neskončnost lahko odvija. Ja, pa se, ampak čeprav po drugi strani spet ni linearno, ker ne vem, če pač klikneš eno besedo in se ti takoj odpre, pač je hiperbesedilo in se ti takoj odpre, ne vem, slovar ali pa imaš počrtano, imaš zaznamke, imaš to, imaš tisti in tako naprej, ni linearno branje. Ampak je spet drugače strukturirano, no? Ne vem. Ne, ampak to je meni dosti zanimivo, ker večina folka ima tudi to, ja, tam vidim, pa vem, kje sem, ne, to je glavni razlog hiša, ne, pri knjigi vem, kje sem, ker vidim, koliko je na tej strani listov, koliko je na tej strani listov, ne, smo na Kindlu, so oni procenti od spodaj, kakao meni ne pomenijo. Ampak koliko misliš, da je tega pač samo to, da še ni buča natrenirana, da une procente gleda, pa si isto predstavlja, kot si pri knjigi predstavlja. Mene se jaz zmeram, samo to je moj kontraargument, ne, pri tem. To si ful lepo povedal, ker to večinoma slišim, da je ta vizualna, lažje se znajdeš, kje si pri knjigi, no, zato ker jo imaš v roki in vidiš liste, ne. Ampak koliko je tega, misliš, sam natrenirano z glave, pač. Ker si to videl, ker bi bil majhen, zdaj pa še ta varianta. Mislim, medtem, ko to razlagaš, vlečem sporednico, veš, s temi, ki prisegajo na vinil, ne. In s tistimi, ki vstavijo svoj ključ v pionirčka in lepo potem delajo prosto po Prešernu. Ne? Mogoče je samo razlika v tem, da ko podeliš nečemu, ne, status fetiša, da je to potem ta objekt, se mu seveda tako posvetiš in ga gojiš in tako naprej, da seveda proizvaja potem te dodatne učinke. Mogoče Kindle sam še ni rad fetišistični objekt, kjer, veš, čutiš, da je to zdaj nek ritual, kjer se usedeš in bereš. Mislim, mogoče za tiste, ki to doživljajo, tudi pol proizvaja. Ker pri meni je zmeraj pol prišlo do tega momenta, ne? A veš, ker pri vinilkah, pa pri vseh teh stvarih, so to še zmeraj fizične stvari, ki jih moraš nekje imeti. Ne? In zdaj eni jaz tekam na čist tripa, to je skočil med knjižne police in jim je to lepo eno. Jaz to sam prah vidim, tako jaz sem res preveč v gadgetih. Ne? A veš, ker pol naenkrat na Kindlu imaš pa 2500 knjig. Meni to toliko tehta, a veš, karkoli ti prinese una fizična zadeva, da zmeram teži to razumem, ker zdaj so te e-branki že toliko poceni, a ne, pa ker enkrat pokažeš emu, ki mu mogoče že vidi malo peša, ne, da lahko ti font dvigneš, ne, na e-braniko, tam meni bolj vse odpade, recimo, ne, ker se mi pa zdi pa to tak bonus, pa taka prednost, ne, da trpeti s tistim, kar si je tiskar oziroma avtor tam založba zamislila, kako bo postavljen tekst, ne, je res tako barbarsko za en folk. Jaz dam levo nogo, da bi lahko moja mat brala v slovenščini z večjimi črkami, ne, pa je v slovenskih knjig, ne, 7. A veš, tako pač. Mislim, se strinjam z tabo, res. Ne, se nočem polemizirati, to se mi zdi, ja. Moja linija res ni esencialistična, veš, mislim, postavimo se v Johannesov čas, ne, in pač tam tisk se izumlja in že vidim, kako vsi kritično po skriptorijih, vsi prepisovalci kritizirajo, da to pa več ne bo lepo, da to pa več ne bo natančno, da to pa več ne bo ne vem kaj izvorno, izvirno in tako naprej. Ista debata. Ja, več ne bo tam. Za stoletja. Ja, no, lepo. Pač nova tehnologija ogroža ne, dominantnost prejšnje in tam. Spet, če zdaj to spet prišijem za kritiko nacionalne hiše, ne, to, za kar bi verjetno gledalci radi in gledalke plačevali prispevek, je, če bi recimo ta oddaja veliko bolj večmedijsko delovala, ne, z različnimi odzivi, branji in tako naprej. Ne, ampak ja, smo spet, če dojemamo stvar kot objekt, ki je mrtev, v katerem potem mora še akademik govoriti, da ja ne bi zgrešili poante knjige, da bi dojeli, zakaj gre. Potem... Ja, to so pa te silosi, veš, tradicionalnih medijev, ne, ker je zelo težko iz enega silosa v drug silos pogleda. Ne, a veš, to bo kar še nekaj časa z nami. Če se mene vprašam, ampak ja. Da gre zdaj še na strojno, programsko opremo. Tako da se mi zdaj smejati, pač da se smejiš, gre prvo strojno opremo. To pomeni sam računalnik pa telefon. Kaj imaš? No, mekanega imam in sicer lahnega kot zrak, ker ga res ogromno prenašam s sabo in je res hvaležna zadeva. A ta svetleča tipkovnica ali ne? Ta svetleča tipkovnica? Svetleča. Ok, pa že dosnov. In Blackberry. What? Resno, še kar? To je pa, ok. Ja. Kjer ga pa?
pozno, čak bolj da imaš. Neki, ja. Ok. Ja, Veš, to je ta moment, sad da ti povem. Povej, pa ti razsvetli. Logika pregovorna logika je BlackBerry za tiste, ki berejo več sporočila in se ukvarjajo z besedili in za tiste, ki imajo oko in res je, mislim, vizualni presežki so taki, da to ni res. To še drži? Ja, BlackBerry, jaz ne vem več, kaj folk reči. Tako, ker je razen fizična tipkovnica, ni zdaj več ničesar. Prej je bil še BBM, če si imel ljudi gor, ker v bistvu za 100 SMS-i bili, v bistvu ne. Zdaj je tudi to čisto relevantno dato, ne. Ker imaš in na Androidu in na iOS-u imaš neke ekvivalence. Tako da jaz ne vem več, Pa sem se igral s tem novim BlackBerryjem, ki ima touchscreen cel, ne. Vse je super, res. Ne, to sem jih hotel reči, na pikniku, pač pri pižami, je bil tudi Nagmar, ne. Pa Deni so 4, tako rečali, vsi so bili to aparati, so še ljudje. In je pa tako, Nagmar ima še zmerno BlackBerryja, ne, in ki ga je on dovolj žepa, je tako še v 4 videl, ne, kričače, tako videl, tega ima že, tega polobadva imela, ne, tako. Zdaj, zdaj znatla že taka getoizacija uporabnikov, da v bistvu si ga upajo v javnosti uporabljati, le takrat, ko vidijo, da je še eden zraven, ne, ker je res. Med domačimi, tako. Ampak, BlackBerry, ok, pol v bistvu za programe na telefonu te nimam kaj sprašovati, ker pač uporabljaš tisto, kar je tam gor, ne. Kaj pa pol na Airu, kaj ti dosti pišeš, sklepam, da na eni točki, kaj pa v čemu pa pišeš? Mislim, to berlinsko delo je predvsem vezano na poljudno znanost, no. Torej vse od izumov do, ne vem, kulturne zgodovine in potem to tudi pač prevajam, ker v osnovi pišem v angleščini in zadeva potem še po slovenim. Samo če je program pol, kaj Worda? Si v Wordu, Pages v Wordu, res? Nisem menga še v Writerju, v Distraction Free, pa to nič. Wordi na juriš. Lepa, mislim, ok, cool, vse je to. Kaj pa za browser zmerno vprašam? Zdaj si moraš že zapiske delati. Ja, počas, ne, sej, ti bom poslal par linkov, ja. Ampak kaj pa browser? Tako, kaj v čemu si na netu? Safari, Chrome? Safari pa Firefox, ja. Firefox, ja. Ker pač imam tam še enega dost stacionarnega, ker je tam tisti pa Firefox, ja. Aha, a tam imaš pa Vince gor. Pa še točne XP-je sklepam. Okay, odlično, mislim, to je najboljši. Jaz ti res je nepar linkov poslal. Ker na vsakega sajta kakšen bride, ki je tako še zmerno, ja. Pa je to z BlackBerryjem, sem v bistvu še najbolj presenetil, kakaj ljudje, ki ponovadi imajo Era enkrat, ne. A veš, hiter v iPhone zavohal pa iPad. A tudi iPad, noč tablet. Že diši. A, že diši. Tako da. Aha, slejko prej pa. Se bo. Sam baterija pa, veš, to se moraš zavedati, ne. Aha, okay. To pa lej, pač, zdaj so glih dali nove ere ven, ne. Apple jih je glih, imajo pa 12 ur baterije. To je pa res portable machine, kar pa sklepam, da te bi pa sploh koristil, ne. Ker dosto okol hodiš, ne. Zaenkrat se še drži, ampak ja. Ja, nekaj je ta neka nova arhitektura od Intela, večja baterija, full. In zdaj, ne vem, na 6 urah, 5 si, ne, z unimerom, recimo, so skoraj 2-krat. In so tudi zdaj ta prvi reviewji, ki so testi vam prišli, ne tako, če res 12 ur ti laufa, kar je mind-boggling, kar se mene tiče, za laptop, ne. No, pa še moje zadnje vprašanje. Ena fizična stvar, lahko je gadget, lahko ni, ki misliš, da je bila tebi pisana na kožo. Lahko še imaš, lahko nimaš več. Ena stvar. A veš kaj, ni me brez očam, ne, se mi zdi. Okay. Si predstavlja, kdorko odražena brez očal. To je res. Da se jim takole zamakne. Tako invisible cloud, če jih daš dol. Če jih daš dol, se te ne vidi pol. Kar ena, kdo si ti? Kdo je ta random človek? Ne, je to zrugač. Špegli, skoraj sem že zaključil ta 3. knjigo, hočem še. Veš, skoraj si se izmaknil. Zdaj si imel pa cajt vmes, da se glava naštima, še ta 3. knjigo. Ok, zdaj sem se spomnil, da smo imeli pač tujca, ki je tujega avtorja in še teoretsko knjigo tujega avtorja bom še dodal spet zelo aktualno, ampak domače, avtorice Bojane Kunst, umetnik na delu. No. Umetnik na delu. Lepa, vidiš, pa je bila še ta 3. Tako pa zdaj pa napreden rečeš adijo, zdaj to vsakmu rečem, da jaz ne govorim, kje se te najde na internetu, da lahko ljudje vidijo, kaj počneš.
povej. Pa da ne daš njih Facebook profila, ki je pač dosti zasebna, ampak zih imaš kakšen sajt, ki je kakšne linke na kupu ali pa karkoli. Ali sam Dražen Dragojevič v Google pa najuriš. Tako. To je to. Drugo pa pač, ja. To je to. Na Twitterju ti nisi, ne? Nacionalka. Ne čukam še, ampak mogoče. Kaj je iPhone prišel? Mogoče se zgodi. Lepa. Ja, na to sem pa res hotel, ker za panoptikom nisem hotel, da se to pogovarjam, ampak tako sem, ker mi je bila kul. Mislim, jaz sem videl eno tvojo, pa bi so eno od Narata, ki se izmenjujeta, ne. Kaj je ta oddaja, no? Tako. Zakaj bi jo človek prodajo? Ja, evo, spet debatna oddaja, ki se ne boji problematike družbene, kulturne poglobiti ali pa razširiti, pa tudi malo obtežiti, pa ne nujno se v studiu skregati, čeprav upam, da ustvarca neko vsaj miselno napetost, če že ne napetost med posamezniki, pa res poskušati nekako pomagati ljudem misliti trenutne probleme. No. Pa to je v bistvu, vsak teden ali kaj na 14 dni, kako je? Ja, to je zdaj, ta žur. Vidiš, kakšen status imamo, ne? Mi se izmenjujemo z verskim programom, ne? Tako da, vidiš, da smo v območju religije. Tako da za določene člane naše družbe smo verjetno pač res, ja, ne? Fanatični pripadniki določenega izma. Ampak je pa na sporedu 2. in 3. četrtek v mesecu. Okay. Ob zelo pozni uri, ampak presenetljivo, ima zelo dobro gledanost, kar pomeni, da ljudje najprej gledajo 8. dan, potem pa samo še potegnejo, ampak kljub temu je neka niša, ki se je kar sama naredila brez nekega hujšega napora ali pa obveščanja in tako. No. Tako da ljudje spremljajo in sledijo, očitno so kar ženje. No. Ja, cool. No, se bom dal link pa od spodaj. Ne je bilo tudi fajn. V bistvu sem enkrat po nesreči, mislim, da je to prvič sem videl, da je tako Narat imel, je bila Ana Duša, pa Erik Valenčič, nekje v zgodbah so se pogovarjali. In sem pa kar gledal. Pa jaz ful malo stvari gledam po TV-ju, tako da ja, zaradi tega. Zato si tudi tle, realno gledam bolj zaradi tega, ker zaradi JJ-ja, no. Sem rekel, da na koncu treba povedati, če v panoptikumu. Ja, JJ je poslejko prej preteklost, oziroma je že zgodovinsko gledano. Ja, zdaj me ta zadnji Spike, a veš. Že zaseda svoje mesto in to. Mene je za trenutek zaskrbel, da bo šel po poti Janeza Drnovška in da bo, ko je rekel, da bo pač pisal knjige in to in govoril o kulturi življenja, da bo šel zdaj že v neke res verske vode in to, ker je usporednica s papeškimi poskusi, to besedno in preneseno. Ampak zdaj obljubo res politično, vsemi političnimi sredstvi, tako da spet ga imamo tam, kjer ga hočemo imeti. Varno, na varnem, ni šel v metafiziko na srečo, imamo ga tam. Kjer ga očitno rabimo, res, mislim, rabimo. Res, in ne glede na spektr, toliko se z njim ukvarjajo še najbolj pa mediji, da to je res nezaslišano. Res. Ja. Jaz sem Janez Janša tu, Electric Boogaloo, bo slejko prej prišel. Ok, Dražen, hvala, to je to. Hvala tebi. To je bila 27. epizoda Aparatusa, feedbacka sem vedno vesel, tako da me najdete na Twitterju pod @anzet oziroma na mailu anze@aparatus.si. Na aparatus.si so tudi vsi ostali pogovori, tam pa se lahko na podcast tudi naročite preko RSS-a oziroma iTunesov in če ste to naredili v iTunesih, bo kakršnakoli ocena tam dobrodošla, ker tako še kdo najde tale podcast. Evo, to je do naslednjega tedna to. Čau.